Nič še enkrat dober dan. Nadaljevali bomo s predstavitvami tekmovalnih filmov tretjega dne 28. festivala slovenskega filma. In sicer je tokrat na vrsti kratki igrano-eksperimentalni film Husky, režiserke Lane Bregar, ki je bil posnet pod okriljem produkcijske družbe Tramal Films ter v koprodukciji z družbami 001 in pa Korektiv. Z mano sta Jure Dostal, asistent režije na skrajnem koncu, in pa seveda Lana Bregar kot scenaristka in pa režiserka filma. Lep pozdrav obema. Hvala za povabilo. Včeraj se mi je malo presenetilo, ko smo imeli projekcijo v dvorani, ko se omenja, da je v bistvu film o slepoti. Pa nisem videl neke neposredne povezave med tem, kar se je dogajalo. Sicer, vidimo, da je obisk pri okulistu, vidimo da dejansko ima eno oko, ki ga iztakne ven, ampak ni mi bilo nekako jasna ta povezava. Pa če bi malo razložila morda, na kakšen način se zastavlja to idejo preigravanja s slepoto in jo izpeljala seveda tudi. V bistvu, mislim tako, zdaj meni je ful zanimivo to slišati, da ni film o slepoti, jaz sem že toliko časa s tem filmom pa s to temo, da mi je tako mogoče malo samoumevno. Sam po drugi strani sem pa tudi razmišljala tako, da bi lahko ta film apliciral res na vse, ne vem, če izgubljaš sluh ali pa ne vem, če se ti nekaj groznega v lifeu zgodi, tako da po moje tudi čisto odvisno, kdo ta film gleda pa kako se da ga dotakne. Ampak ja, raziskava teme slepote me pa nekako spremlja v bistvu že od faksa dalje, ker sem delala tam dokumentarni film o slepoti, pa sem začela celovečerca razvijati, pa v bistvu zdaj ta kratek nastal nekako kakor nek testni film za pred celovečercem. Ampak mislim, poleg tega, da vidimo, da je to oseba, ki ima umetno oko očitno in da se mu tudi drugo oko kvari vid, zaradi tega, ker hodi na preglede k zdravniku, specialistu. Kje je še tisti moment, ker v filmu samem nisem videl, recimo, da bi bila ta tema izgube vide tako recimo res izpostavljena, no? Kar mi je zanimivo, ker v bistvu si tako prepetla, da si v bistvu nek način skrila očitno to temo. V bistvu sem ful hodila nekako vizualno poezijo s tem filmom narediti. Nisem hodila biti preveč eksplicitna, mogoče tudi to malo stil, težko je to reči, ko si toliko mlad, ampak nisem hodila, da je zdaj, da s prstom molimo, zdaj je on zgubila vid in da je to na prvo žogo znano. Če to pride ven v tem filmu, super, če pa tudi ne, pa ne da mogoče malo razmisleka. Čeprav razumem, on se je v bistvu veselil teh zadnjih momentov, ko še vidi na to oko. Tako. In je hotel... V bistvu ja, je film o tem zadnjem dnevu, ko se on v bistvu odpravi izven bolnice, oziroma zadnji pregled ima pred operacijo, ko bo zgubil še ta drugo oko. In gre ven po mestu in ima v bistvu zadnje utrinke, proba čim več zajeti, čim več tudi teh nekih doživljajev s kolegi doživeti, da se mu to res v spominu tisne, da bo to odnesel s sabo, zaradi tega, ker pol ne bo več videl in se bo lahko sam spominil feelinga. Seveda. Zanimivo se je zdelo tudi to, kar si imela zdaj na začetku, da enostavno je ta glavni igralec iz Liverpoola prišel. Na kakšen način je v bistvu prišel do vas? Ja, tata mal Tom je v bistvu pravi deček, ki bo nekoč zgubil vid. In jaz sem na njega čistko naletela, ker sem delala research v bistvu za celovečerni film in sem bila v Liverpoolu, kjer je šola za slabovidne. In imajo tam res ta community. Mogoče tle v Sloveniji res ni to razširjeno, imamo eno šolo, ampak tam sem tudi že ful prečesala vsega. In sem hodila imeti malo več še od tega researcha in pol sem ga tam čistko najdla, on je tam sedel, bil je v bistvu tak fant, ki je ful ven štrlel iz družbe, ful je bil tak razgrajač, Angleži so vsi ful taki pridni, ko pride do nekega sistema, pa ko greš malo ven, pa vidiš, kaj se zares dogaja. Tako da on je nekako ven mi štrlel in smo se tam ful pokonektali, smo v bistvu nek mini dokumentarc posnela o njem in pol se je nekako odprla šansa, da bi delala ta kratek film in sem rekla, dajmo to mogoče skupaj posneti. In pol sem jaz
parkrat gor letela, da sem imela kar neke vaje oziroma pač bonding, da sem se z njim pokonektala, da sem tudi zvedela, kakšen je njegov svet, kako se on počuti, ko izgublja vid, na katere preglede hodi, ne vem, kakšno družbo ima. No in pa se je pač zgodil film, on je prišel pač sicer v Slovenijo, ker je bilo pač produkcijsko malo bolj težko to izvesti, da bi snemali v Liverpoolu, a ne. In pa smo to snemali v Trstu. Ja, če imaš še ti kaj. Jaz se v bistvu malo maceriram, da to konča, ker to je še v montaži, ampak jaz se spomnim te scene, ki so tako 3 dečki, ki so slepi oziroma vsi so malo slabovidni in ima en idejo, ne vem, takrat je bila kraljica še živa, ne. Dajmo iti mi kraljico obiskat, ne, kao v Buckingham Palace, ne, in pol naredijo neke maske z kartona in se sem spomnil scene, ki so te 3 slepi dečki, na pol slepi, v bistvu na avtobusni postaji s temi maskami in tako, ne vem, stari med 5 pa 10 ali pa 6 pa 10 in čakajo na avtobus, da bojo šli za Buckingham Palace, da bojo šli obiskat, ne. Ampak tako, mislim, pa to mi je še zanimivo, si pozabil moment, kaj je šla gor, da se v bistvu cela vas se tam baše z nekimi bomboni oziroma čisto so nori na sladkiše in potem imajo te, mislim, ne vem, to je neka britanska fora zgleda, ampak je, v bistvu so se vsi nabasali teh cukrčkov, ne, in po je to, pa ne vem, vsi malo ADHD-ja, malo tako in to je bilo snemanje, ker se spomnim tega, ne. Pa si pri tej ideji izgube svobote sledila bolj sebi, kot recimo, veš, kot filmarka, imaš neko določeno idejo, pač kaj pomeni izguba slepote. Mislim, vida, slepote. Ali si sledila bolj njemu, pač kot tistemu posamezniku, ki bo izgubil vid pri tem prepletanju? V bistvu po moje vse skupaj. Jaz sem tudi dost knjig prebrala, recimo od Luja Šproharja, ki je zdaj star po moje 70 let. In on je po mojem izdal nekih 10 knjig na temo slepote. In jaz sem prebrala čisto njegovo prvo. In prva ideja je bila čisto, kaj če bi jaz sledila tej knjigi. Ampak tam je zelo tako po okvirih napisano, vsi so njegovi doživljaji. Ampak pol sem se nekako odcepila, pa sem iskala neko svojo nit, malo sem sledila v bistvu njemu, tako da je miks vsega. No. Probala sem res zajeti občutek, kako bi bil ta feeling, pač, če bi nekdo izgubil vid, pa kakšni so doživljaji, no, okoli tega. Film si opredelila kot igrano dokumentarni, če se ne motim. Pa me zanima, kje si tle videla, mislim, kot igrano, že razumem, ampak eksperimentalni ta moment, pa morda ni tako izpostavljen. No? Ja. V bistvu, tudi ko sem, film je bil v bistvu razvit na European Short Pitchu in sem ga tam v bistvu pisala po moje 1 leto. In smo se že tam ful sprašvali, kako v bistvu to temo sploh nekako zapakirati. Ne? Zdaj, če bi bil čist igrani film, se mi zdi, da ne narediš čist justice temu filmu, zaradi tega, ker pač z nekimi takimi čist vizualnimi kadri ali pa sploh čist z animacijo ne moreš pokazati tega. Tako da nekako sem razmišljala, pač, kako s filmskim jezikom pač nekako zajeti ta feeling, ali je to z glasbo, ali je to z animacijami. Tako da zato je mogoče čisto iz tega prvi igranje eksperimentalni. No. Pa dajte mi še povedati, kako so izbirale lokacije. Fant je bil iz Liverpoola, ti nisi Primorka oziroma dol z obale, da bi Trst izbrala kot pač neko primarno lokacijo? V bistvu čist neko osnovno vodilo je bilo tako, da si želim to posneti v mestu, ki je nekako na hribu, oziroma da je bolnica na hribu, zaradi tega, da je pač čisto simbolično, da se on nekako spusti v to mesto in pa se mora nekako vrniti, kakor neka ta pot, ki jo ima. Pa tudi iz tega pač Trst je zelo tako mesto, da ima veliko doživljajo, veliko se dogaja, pač v Sloveniji ni takega mesta. Liverpool je sicer to imel, ampak ja, pač produkcijsko bi to ful veliko potegnali za sabo, zato je pač Trst nekako v bistvu še najbližje mesto. Pa pol v bistvu tudi izbira jezika, ne. Veliko vprašanj sem dobila na to temo, pač zakaj je v italijanščini, zakaj ni v slovenščini. In se mi zdi, da pač se je italijanščina ful lepo povezala s tem mestom, ne, pač ful bi bilo weird, če bi v slovenščini snemali ta film, pa tudi ful bolj poetičen je na nek način, pa nek čustven najboj ima, no. Sem to pomeni kaj, da sta potem pripravila še posebej jezikovno pač tega fanta, glede na to, da pač verjetno ni znal? V bistvu je voice-over napisan z enim fantom Italijanom, ki je lih toliko star, tako da ni to pač glas od Toma,
ampak ja, je posebej voiceover razvit z enim italijanskim igralcem. Kje je bila pa tvoja vloga? Kje si jo priganjal, na kakšen način? Mislim, moja vloga je bila pač najbolj, ne vem, se spomnim tega, ker smo pripravljali schedule, mislim, urnik snemanja in plan, da v bistvu, to je mene presenetilo, ker smo snemali v Trstu, da v bistvu, če zgrešiš en zavoj tam, v resnici 20 minut čakaš ekipo, da prije nazaj. Ampak se mi je zdelo to lih tako, ne vem, jaz imam, mislim, veliko snemam tudi jaz skupaj z Lano sam in tako in se mi zdi, da najlepši pri filmskem procesu ali pa pri nekem procesu snemanja je, da vedno ostane ta nek zamegljen vtis, ki v resnici je bolj emocionalen kot vizualen in meni vtis tega snemanja je bil ta liverpoolski deček, ki je mal podivjan, ki ga moš mal klele čakaj, da ne boš na cesto šel, ne, pa tako, pač z ADHD-jem kar močnim, z liverpoolskim naglasom, accentom, in je tako, ne vem, tak lep, spomnim se v bistvu tega, se najbolj spomnim, ker je bila kamera, tam je v Trstu je en tak res lepo stopnišče in potem smo zumerali dol, je bil en kader na prehod za pešce, tam, kjer on hod čez in sva jaz in Tom po moje, ne vem, 45 minut čakala v enem lokalu na Walkie-Talkiju, da bo zdaj on šel in je tako, ne vem, tega se najbolj spomnim, da sva tam kavo pila. Tako, oziroma jaz sem kavo pil, on je pa čakal, pa sedel, pa v bistvu, ja, kakšen sladoled, ja. Kje pa vidite zdaj film? Mislim, je možno, ga vidite bolj v kontekstu nekih filmskih zadev ali morda povezanih s samim vidom, recimo, no, pač vprašanjem vida, slepoto, zdravstvenim nekem kontekstu, verjetno ne, ampak... Mislim, jaz bi definitivno naredila še opis za slepe, tako kot smo ga naredili pač pri dokumentarcu, ker se mi zdi, recimo, lih včeraj je prišla na projekcijo ena punca, ki je bila slabovidna, pa je prišla pol do mene, pa sem jo vprašala, kak se ti je pa zdaj v film? Pa mi je rekla, ful dober, sam jaz ne morem podnapisov brati, film je pa v italijanščini. In sem pa tako, ja, sej moramo to še narediti, pač, ker res, mislim, ni vsak film z opisom. V bistvu je zvočni opis, ker ti cel film preberejo, opišejo, recimo tam, ko on šlata tisto ketno, pač opiše, na kakšen način se dotika, pa recimo tudi kakšni pač detajli, čistko vizualno, no. Očitno, da ta tema že spremlja kar nekaj časa, zelo dobro poznaš vse možnosti izrazna oziroma pa še izrazne možnosti tega filma. Mislim, kako vključiti to temo v film nekako. Ja. Pa tudi slepe, no. Mislim, ni veliko filmov o slepoti, se mi zdi, tako da ja, probam tudi jaz kaj na to temo narediti. A ste film že prikazali kje drugje, razen v tem festivalskem kontekstu? V bistvu je bil na Kinootoku letos, delamo pa še v bistvu malo plan za festivale za naprej. Za naprej, kako in kaj. Dobro, kakšno vprašanje morda? Verjetno ne? Aha, pa je. Samo mikrofon bi prosil, ja. Mogoče sem preslišala, ne vem, ampak zanima me, zakaj si se odločila prav za to temo? To je vendar zelo težko, ne, vidim, da imaš očala, no verjetno nimaš problemov z vidom. Mislim, tako, problemov z vidom. Jaz že po moje od 4. razreda nosim očala in jaz se sam spomnim, ker sem dobila očala, se spomnim, wow, to tako izgleda. In pač, ne vem, sem jaz cel life živela pač s tem, da nisem imela očal, pa da sem videla une bable pa liste, ker niso bili listi, a ne. Pa ne vem, prišla sem na faks in smo imeli v 2. letniku za narediti dokumentarni film in jaz sem si izbrala pač to temo, ki me zanima, kako, mislim, tako, imam ta notranji strah, kako bi bilo, če bi jaz kot režiserka ali pa kot vizualni človek izgubila vid. Tako da ja, malo me spremlja, no, mislim. Je malo ta tvoja osebna. Je taka notranja tema, ja, valjda. Ja. Da je to tudi tvoja osebna tema ali nek strah. Definitivno, ja. Ja, ker sicer se ne bi tega lotila. Ja. Mislim, jaz se spomnim tako na faksu po moji prvi letni, ko sem bila, ko me je profesor Zuprinč je imel predavanje ali kako, neki smo se pogovarjali, pa rekel, pač dejte, ne vem, karkoli imate zapovedati, pač izhajajte iz sebe. In sem si to pač zapomnila in ne vem, zmeri me to skupaj spremlja. Lepo, to je tisto pravo, ne? Ja, hvala.
Dobro, jaz bi se najlepše zahvalil in Lani in sem pa pozabil ime. Jure, da se vprašujem. Najlepše zahvalil in pa če da res upam, da bo film dosegel še pač neko svojo publiko, ki jo ima. Tako da hvala. Hvala. Hvala.